Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci. Lep pozdrav na 12. SBC webinarju, tokrat na temo: v času koronavirusa se vse seli na splet, optimizirajte vaše spletne strani za prihodnost. Prisotnost na spletu je danes že nuja. Naše navade se iz stvarnega selijo v digitalno okolje. Letošnje leto je v tem pogledu še posebej prelomno, saj se je zaradi virusa COVID-19 skoraj vse preselilo na splet. In to v izjemno kratkem času. Prva stran zadetkov na Googlu je naenkrat postala izredno zaželeno mesto, kjer morate biti prisotni, če želite v tem času preživeti brez večjih nihanj. Nenehno je potrebno razmišljati, kako pripeljati vaše stranke, naročnike in uporabnike iz Googla na vašo stran. Še bolj pomembno, kako boste dosegli svoje poslovne cilje, ko boste stranke pripeljali na vašo spletno stran. Nekaj koristnih nasvetov, kako vašo spletno stran postaviti čim višje na Googlu, bomo pogledali na tem SBC webinarju. Tekom današnjega SBC webinarja pa bomo odgovorili tudi na nekaj vprašanj. Zakaj optimizirati spletno stran vašega podjetja? Zakaj povezati spletno stran z Google Search Console in ostalimi Googlovimi orodji? Kateri dejavniki vplivajo na razvrščanje spletnih strani na Googlu? Kaj se moramo vprašati, preden se lotimo optimizacije spletne strani? Kaj se lahko zgodi, če se pri optimizaciji poslužujete zastarelih ali celo tako imenovanih black hat metod? SEO checklista za varen digitalni nastop v letu 2021 bo tudi tema današnjega SBC webinarja. Današnji predavatelj je gospod Sebastian Boh, digitalni strateg pri agenciji AV Studio, ki je tudi član SBC. Z več kot 18 leti izkušenj pomaga naročnikom pri večji prepoznavnosti blagovnih znamk na digitalnih kanalih, višjih organskih pozicijah na iskalnikih, implementaciji napredne analitike, upravljanju družabnih omrežij, oglaševanju na Googlu, Facebooku, integraciji marketing automation sistemov in ostalih digitalnih izzivih. Med njegovimi glavnimi referencami je največji slovenski spletni oglasnik Bolha.com, kjer je skrbel za optimizacijo, analitiko in spletni promet. Kot specialist spletnega marketinga pri podjetju TS Media je skrbel za optimizacijo portalov Siol.net, Najdi.si, Bizi.si ter Itis.si. Kot produktni vodja za marketing pa je v podjetju Ceneje.si skrbel za razvoj in promocijo e-commerce business-to-business produktov. Vsa znanja in izkušnje že vrsto let uspešno posreduje tudi na konferencah, webinarjih, delavnicah in svetovanjih v podjetjih, neprofitnih organizacijah, evropskih projektih in šolah. Webinar bo moderirala Saša Pipan. Veseli smo, da se je na 12. SBC webinar prijavilo 55 slušateljev, saj je vedno bolj pomembno, kakšna je spletna podoba vašega podjetja. Webinar bo potekal tako, da bomo poslušali predavanje, na koncu pa bo možnost za vaše vprašanja. Na voljo imate sicer več možnosti za vprašanja. Lahko jih zastavite v pogovoru, torej v chatu, ki je druga ikona med predavanjem, in na koncu, ko bo čas za vprašanje. Na koncu predavanja pa lahko zastavite tudi vprašanje tako, da dvignete roko v aplikaciji z gumbom Raise your hand, ki je sicer tretja ikona. Ko vam predamo besedo, prosim, vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite svoje vprašanje. SBC webinar bomo snemali, tako da boste danes tekom dneva prejeli tudi posnetek SBC webinarja, prezentacijo in kontakt predavatelja za morebitna kasnejša vprašanja. Preden pa začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video. Obenem pa predajam besedo gospodu Sebastianu Bohu. Sebastian Boh, beseda je vaša. Ja, lep pozdrav, še z moje strani. Kot je Saša omenila, bomo danes govorili o eni zelo aktualni temi, ki se tiče dejansko optimizacije spletnih strani. Zadeva je še toliko bolj zanimiva glih zaradi tega, ker je tole obdobje zelo turbulentno oziroma zelo nepredvidljivo. In v kolikor smo o
naši digitalni prisotnosti na iskalnikih razmišljali že pred časom, smo danes lahko mirne vesti oziroma imamo zadevo že dobro porihtano v primeru, da se kaj takega v prihodnje ponovno ponovi, da nimamo recimo strani še toliko dobro zoptimizirane, kakor bi jo lahko imeli. Je pa tole idealen čas oziroma idealna priložnost, ko se dejansko vse seli na splet, da si poskrbite oziroma da poskrbite za to, da vaše spletne strani postanejo bolj prijazne iskalnikom in pa uporabnikom predvsem. Kot bomo kasneje tudi videli. Jaz bom s tole prezentacijo sem jo danes pripravil, kar delil v tole okno. Zdaj upam, da se dobro vidi. Zadeva se vidi, ne? Ja, se, kar. Se vidi, ok. Jaz zdaj namreč ne vidim, če bo kdo kaj vprašal, ker imam dejansko čez cel zaslon v bistvu tole prezentacijo, tako da v primeru, da bo kaj takega, bom rekel, da je vprašanje na mestu v tistem trenutku, lahko me Saša prekineš, pa bom probal odgovoriti. V nasprotnem primeru se pa na vsa vprašanja z veseljem pač odgovarjam na koncu. Ene 3/4 ure bo tale prezentacija trajala, upam, da bom mogoče že kaj prej končal, da bo tudi več časa za odgovore. Drugače pa, če bo kako vprašanje neodgovorjeno oziroma bo zmanjkalo časa, bom odgovoril potem na mail, zatem, ko bo že končan webinar. Torej, kot smo rekli, je v bistvu tole idealen čas za optimizacijo svojih spletnih strani. Veliko podjetij je že s tem se soočalo oziroma že ima nekaj izkušnje. Dosti podjetij ve, da bi bilo to smiselno narediti oziroma bi se bilo smiselno lotiti te optimizacije svojih strani, pa mogoče niso še o tem razmišljali oziroma niso še imeli priložnosti. Kakorkoli, če kdaj je v tem trenutku zelo primeren čas za to, da se zadeve lotite. Bom pa probal čez prezentacijo tudi razložiti, zakaj oziroma kak je namen optimizacije, kake so pasti, kaki so trendi in ene par konkretnih nasvetov bom na koncu podal, kako se mogoče lahko tudi sami z enimi enostavnimi prijemi lotite tega oziroma že mogoče par nekih osnovnih napak oziroma par stvari porihtate sami, ki bi jih mogoče vam lahko neka agencija pa kdo drug uredil, jih lahko že mogoče v štartu sami uredite. Zdaj, kaj sploh v bistvu optimizacija je in zakaj v bistvu sploh optimizirati spletno stran vašega podjetja, ne? Optimizacija je v bistvu en proces, kjer vi z določenimi prijemi omogočite vaši spletni strani, da se na iskalnikih pojavi na višjih pozicijah. Posledično to pomeni večji organski spletni promet. Kaj je organski spletni promet? Je to v bistvu tisti neplačljiv promet, kjer se pojavite pod oglasi na Google Searchu oziroma na Google iskalniku, ne. Za določene ključne besede, vemo vsi, da se nam prikaže neka stran zadetkov in na tisti strani zadetkov si pač za vašo dejavnost oziroma za vaše ključne besede želite biti vi in pa vaša konkurenca, kdo je pač bolj uspešen pri tej optimizaciji, se potem tudi pokaže na tem seznamu. Zdaj, kaj posledično prinaša, kaj je v bistvu sploh prednost te optimizacije oziroma zakaj sploh optimizirati spletno stran podjetja, je posledično prinese visoka pozicija na Googlu oziroma večji organski promet spletnim podjetjem, dejansko več nakupov oziroma večji spletni promet. Optimizacija spletnih strani je najbolj učinkovita oziroma najbolj ugodnejšo, bom rekel, vrednost vložka ima, kar pomeni, da je return of investment pri optimizaciji spletnih strani najbolj ugoden. Obiskovalci organskih zadetkov se na strani pač zadržujejo malo dlje, klikajo tudi več in tudi kupujejo več, ker logično tle gre za neke vrste prikaz kontekstualne vsebine, glede na iskanje ključne besede oziroma glede na iskanje
uporabnika, se pravi, vi se njemu pokažete oziroma pojavite v kontekstu tiste ključne besede, ki jo je uporabnik iskal. In vsaj 90% uporabnikov ne gre na drugo stran zadetkov, zato je tle smiselno, da se pojavite na prvi strani. Če vas pa seveda ni na prvi strani, boste pač prisiljeni močno oglaševati, da bi pridobili obiskovalce na vašo stran, kar je zopet povezano z nekimi stroški. In pa optimizacija je idealen način, da manjša podjetja za svojo ponudbo konkurirajo večjim. Tle v bistvu Google ne gleda, kdo je velik, kdo je majhen, kdo ima več zaposlenih, kdo ima manj, kdo ima več prometa, kdo manj. Tle se dejansko gledajo drugi parametri in majhna podjetja imajo tle res velik potencial oziroma veliko priložnost konkurirati večjim podjetjem. Zdaj pa dostikrat me sprašuje, kateri so ti dejavniki, ki vplivajo na razvrščanje spletnih strani na Googlu. Zdaj, tle jih bom mogoče samo jih par omenil, ampak morate pa v osnovi vedeti, da teh dejavnikov je zelo bistveno več, kot jih boste danes tle videli, ampak tole so mogoče eni najbolj ključni, na katere se lahko vi fokusirate oziroma mi fokusiramo. Predvsem pa ločimo dva tipa dejavnikov, to so on-site dejavniki in pa off-site dejavniki. Zdaj, kaj so on-site dejavniki? To so tisti dejavniki, na katere mi imamo vpliv, se pravi neke vrste lahko z njimi omogočimo iskalnikom bistveno višjo pozicijo oziroma si lahko s tem zagotovimo določene prednosti. Medtem kot off-site optimizacija, na njih mi nimamo vpliva oziroma imamo samo delni vpliv. Zdaj, če gremo mogoče najprej na on-site optimizacijo, je na prvem mestu po mojem mnenju definitivno hitrost nalaganja strani. Tle imamo mi tudi sami, če se vprašamo, smo pripravljeni čakati neko spletno stran, da se nam nalaga, ne vem, 10, 15, 20 sekund, ali v tem času že zapustimo stran. In Google z vsemi svojimi produkti, od searcha do analyticsov, do Chroma, do Androida, do YouTubea, do Gmaila, neprestano dobiva neke vrste informacij, kako se dejansko lahko interira z našo spletno stranjo, in jo v bistvu potem na osnovi teh vseh podatkov tudi lahko identificira, ali se stran hitro naložila, ali je počasna, na kak način se na kakšnih napravah nalaga in tako naprej. Tako da hitrost spletnih strani je danes najbolj ključnih, če ne kar najbolj ključen element. Kasneje bomo tudi pol pogledali, kakšne so rešitve oziroma kaj posledično pomeni, če stran ni hitra oziroma katere alternativne rešitve obstajajo. Se pravi, druga zadeva bi bila seveda aktualna vsebina. Vi morate imeti na vaši strani kvalitetno vsebino, da jo uporabniki tudi radi ogledujejo oziroma si jo delijo med sabo na družabnih omrežjih, jo imajo mogoče med prevzetimi povezavami. Tako da aktualna vsebina je vedno tista, ki pritegne uporabnike, ki jo dejansko vsaka spletna stran mora zagotavljati, da pritegne čim več uporabnikov na svoje strani. Stran mora biti v mobilni različici, zdaj včasih so se delali te pa ime domene, danes je večina spletnih strani že tudi responsive. Responsive design pomeni, da se prilagaja na vaše naprave in pa na razne resolucije. Odlična uporabniška izkušnja mora biti, se pravi, vsak element mora biti jasno zastavljen, mora točno uporabnik vedeti, kaj se za vsakim elementom skriva oziroma kaj pričakovati, ko na nek element klikne. Struktura URL-ja mora biti jasna oziroma mora biti človeku prijazna, oziroma te URL-ji se morajo graditi na tak način, da so razumljivi oziroma da je logično. Privzeta mora biti varna vsebina oziroma povezava, se pravi, morate imeti HTTPS protokol aktiven na vaši strani oziroma aktiven SSL certifikat. Relevanten naslov in meta označbe morajo biti na strani aktivni in pa enostavno mora biti omogočeno indeksiranje vaše strani. O tem mogoče še kaj več kasneje. Dejavnike, na katerega pa mi nimamo oziroma imamo delni vpliv,
To so pa tako imenovani offsite parametri, so pa dejansko avtoriteta in zaupanje v vašo spletno stran oziroma v domeno. Zdaj določene strani imajo že določen staž, določen status authorityja, kar pomeni, da te strani imajo zelo veliko spletnega prometa, ne samo iz Googla, tudi iz ostalih virov. In v tem primeru gre za malo drugačno prioritizacijo teh strani. Google hočemo, nočemo te strani malo bolj favorizira, zaradi tega, ker imajo te zelo veliko prometa, zelo veliko uporabnikov si jih ogleduje in temu potem tudi Google sledi, ker posledično predvideva, da na teh straneh je tudi zelo veliko zanimive vsebine. To so tako imenovani, ne vem, medijski portali oziroma neke vrste raznih imenikov, kjer se dnevno zelo veliko različnih uporabnikov zadržuje, precej dolg časa, bistveno bolj od drugih. Bounce rate je dosti nižji in click-through rate je dosti višji na teh straneh. Tako da te strani imajo malo drugačen status kot pa mogoče klasične spletne strani oziroma te, ki jih imajo razna podjetja. Tako da te vsebine imajo neke vrste avtoritativen status in jih dejansko tudi iskalniki malo bolj favorizirajo. Drugi faktor je tudi recimo starost ali pa zgodovina spletne strani. Zdaj vi, nekateri imamo nove domene, nekateri imamo bolj stare domene oziroma imajo registrirane že mogoče v prejšnjem tisočletju in en ta faktor recimo je tudi zelo ključen pri razvrščanju spletnih strani, ker se gleda, kdo dejansko je že dolgo na trgu, kdo se ukvarja že s svojo dejavnostjo dlje časa. Iz tega naslova je prišlo to, ker je včasih tega faktorja ni bilo oziroma teh parametrov iskalniki niso gledali in si lahko z zelo novo, zelo mlado spletno stranjo prišel zelo relativno hitrem času zelo visoko gor in si konkuriral praktično nekim bolj uveljavljenim spletnim stranem, kar pa se na koncu je pogosto izkazalo, da je šlo samo za razne zlorabe ali pa za neke negativne oziroma neke prakse, ki niso bile zaželjene na spletu. In od takrat naprej dejansko tudi Google ogleduje oziroma gleda, koliko je dejansko neka spletna trgovina, neka spletna stran stara in jo s tem tudi malo više rangira. Povezave na vaši spletni strani morajo biti oziroma so zadeva, ki je neke vrste, na katere mi delno nimamo vpliva. Te povezave morajo imeti zelo visoko relevanco z vsebino, ki jo mi predstavljamo na naši strani, se pravi, mora biti v kontekstu z tem in pa ta količina ne sme biti zdaj neka previsoka ali pa prehitro zgrajena in pa ta recipročnost je zaželjena, da povezave, ki povezujejo na nas, jih tudi mi vzpostavimo nazaj. Razmerje klikov in prikazov na strani, to je tako imenovani CTR, mora biti čim višji. Razmerje prikazov ene strani mora biti seveda čim nižje. Je pa tle zopet treba v kontekstu oziroma v obzir vzeti, kakšna je dejavnost, s katero se mi ukvarjamo oziroma kakšna je tematika naše strani. Jaz le dostikrat rečem, da določene strani, ki imajo visok bounce rate, to ni nič slabega. Primer so tle, na primer, kakšni recepti, strani z recepti, ko pridemo gor in pač pogledamo, da je nek recept, si to zadevo spečemo oziroma skuhamo in jo potem stran zapustimo, nas kaj druga ne zanima. Medtem ko na kakih novičarskih portalih je že smiselno, da si uporabniki pogledajo več novic, da se zadržujejo dlje časa, tako da v tistih primerih je potem tudi bounce rate tudi čisto drugačen signal. Družabni signali, jih Google zelo dobro pozna, zelo dobro ve, kakšne vsebine se na družabnih omrežjih delijo, komentirajo in všečkajo. In bom rekel, zelo korelira spletni promet, organski spletni promet tudi z družabnim prometom, kar pomeni, da ko se neka zadeva začne dogajati na družabnih omrežjih, ko se zelo veliko komentira, zelo veliko prometa prihaja na določeno stran iz družabnih omrežij,
to Google zelo hitro zazna te signale in potem posledično tudi dosti više rangira eno take vsebine, ki imajo ta nek social engagement element in se da z vsemi temi, ko sem prej omenil, produkti, ki jih ima Google, zelo hitro detektati oziroma zaznati, kaj je na družabnih omrežjih zanimivo in kaj ne. Google Universal Search je v bistvu ena zadeva, ki jo Google že nekaj časa forsira oziroma ki jo že nekaj časa obstaja. To smo dostikrat že tudi videli oziroma lahko sami tudi vidite, da mogoče vi vidite neko stran zadetkov na Googlu čisto drugače, kot pa mogoče nek vaš kolega ali pa prijatelj, ker dejansko Google prikazuje te rezultate zadetkov nam prirejene, se pravi točno v kontekstu z našimi navadami, z našimi interesi in tle dejansko ima Google zelo veliko signalov, kot sem prej rekel, iz vseh teh produktov, točno ve, kaj nas zanima in zato prihaja tudi dostikrat do raznih odstopanj. To zelo enostavno lahko rešimo s tem, da pač pogledamo zadevo vsi v nekem inkognito oknu oziroma v povezavah brez beleženja zgodovine in v tem primeru se izognemo pač tej segmentaciji oziroma tej različnih straneh zadetkov. Zadnja stvar, ki pa je tle zelo ključna, je pa tudi mogoče je količina oglasov na strani. Zdaj ene strani so zelo močno, imajo zelo veliko teh oglasnih pozicij in so zelo moteče. Ene zelo diskretno zapeljejo te oglasne pozicije oziroma te oglase. Tako da te recimo pop-upi ali pa prikazi čez celo stran so zelo moteči in tle jih tudi Google ne priporoča in jih tudi odsvetuje. Tako da v primeru, če imajo strani te moteče oglase, ki jih dejansko tudi določeni standardi odsvetujejo, potem lahko tudi dobite nek negativen prizvok oziroma negativno oceno vaše strani. Zdaj jaz dostikrat pri svojem delu srečam nekakšne poznavalce oziroma tako imenovane poznavalce, ki se ukvarjajo s tako imenovanimi black hat metodami. Kaj so te black hat metode? So v bistvu negativni prijemi, ki delujejo oziroma so delovali v preteklosti predvsem kratkoročno in se da z nekako prelisičiti iskalnike pri svojem rangiranju, ampak jaz priporočam, da se teh metod ne poslužujete. To so tako imenovane, tako sem rekel, black hat metode, ki jih Google zelo hitro detekta oziroma zazna in vam lahko zelo hitro vašo stran postavi v nekakšen sandbox oziroma vas izloči iz nadaljnjega prikazovanja na Googlu. Kaj se lahko recimo najbolj zgodi, je recimo, da se vam v najboljšem primeru ne zgodi nič. V preteklosti so recimo določene aktivnosti imele pač niso imele oziroma so imele pozitiven učinek, če so se neke metode uporabljale, potem čez čas so se te metode opuščale oziroma ni Google teh metod več favoriziral. V današnjem času se pa te metode že lahko pojavljajo tudi kot moteče oziroma kot negativne in je v bistvu v najslabšem primeru, tako kot sem prej omenil, možno, da se bo vaša stran izločila iz indeksa oziroma da jo Google več ne bo prikazal. Tako da jaz raznih bližnjic oziroma takšnih spornih metod ne priporočam, niti se jih ne poslužujemo in dejansko na dolgi rok je vedno treba razumeti, da se mogoče v tem trenutku še kakšna metoda obrestuje oziroma je možna. Na dolgi rok se pa lahko zgodi, da bo ta metoda postala že negativno ocenjena in jo potem zelo težko pridemo ven iz tega sandboxa. Se pravi, zelo dolg časa traja, da se neka stran zopet pojavi v indeksu, če jo je Google ven izločil oziroma tako močno penaliziral, da je več ni na nobeno, tudi če vpišete svojo domeno v Google indeksu oziroma na strani zadetkov.
Kaj se moramo vprašati, preden se lotimo optimizacije? Jaz vedno vprašam po ciljih. To je vedno prvo vprašanje po dolgoročnih ciljih, ker zakaj spletne strani optimiziramo vedno za dolgi rok. Nikoli ne delamo nekih kratkoročnih optimizacijo. Kratkoročne rešitve, kratkoročne zadeve se rešujejo z oglaševanjem na Googlu ali pa na drugih kanalih. Optimizacija je vedno na dolgi rok. Zdaj, dostikrat dobimo vprašanje, v kakšnem času pa lahko pričakujemo neke rezultate na dolgi rok. Jaz ponavadi rečem, v roku pol leta do enega leta boste dobili že neko realno sliko. Upam, da se zgodijo pozitivni učinki že prej, pa toliko boljše. Ker dejansko optimizacijo vedno treba gledati celovito, ne dela se optimizacija vedno samo za nek določen čas ali pa samo za neko določeno zadevo. Vedno probamo pri optimizaciji optimizirati tako domeno kot spletno stran celotno, rešujemo situacijo na dolgi rok in je potem tudi učinek dolgoročen. Tudi če se na dolgi rok nekaj pozitivnega zgodi ali pa če imamo potem neko negativno nihanje, da smo kako napako imeli, nam bo Google te zadeve delno tudi oprostil na kratek rok, in če hitro rešujemo, se potem na dolgi rok zadeva samo še bolj. Vprašati se moramo, kakšna je naša ciljna publika. Seveda, mi vedno optimiziramo z nekim ciljem in z nekim namenom in to ciljno publiko je potem treba tudi nagovarjati z optimizacijo. Isto kot pri oglasih, moramo imeti zelo jasno definirano ciljno publiko. Na katerih napravah je ta naša ciljna publika je ključnega pomena, ker večina naprav je danes oziroma večina prometa se danes dogaja že na mobilnih napravah. Se pa včasih zgodi tudi, da recimo določena ciljna publika ni na mobilnih napravah, da je mogoče tudi večina na desktopih ali pa da se, ne vem, nahaja tudi na tablicah ali pa na kakih drugih napravah. V tem primeru je treba tudi to upoštevati pri optimizaciji. Čeprav kasneje, kot bom govoril tudi, se pripravlja spomladi ena večja sprememba na Googlu in v tistem primeru, če strani nimate optimizirane oziroma nimate pripravljene za mobilni splet oziroma za mobilne naprave, boste dobili kar precej negativne ocene oziroma boste dejansko izgubili zelo veliko organskega prometa. Ali ima konkurenca svoje strani dobro optimizirane, je zelo ključno vprašanje, da vi sami tudi vidite vnaprej, koliko boste mogli vložiti nekega dela v optimizacijo, da pridete recimo v korak s konkurenco ali pa čez njo, pred njo. In v tem primeru ni vsako podjetje, vložek energije vsakega podjetja ni enako, zato je tle zelo ključno vedeti, koliko močno imajo konkurenti optimizirane svoje spletne strani. Treba je poznati tudi izvajalca optimizacije, kakšne ima izkušnje, kaj vam obljublja, kakšne reference ima in seveda tudi kakšna je cena. Lahko se delno lotite optimizacije že tudi sami, ampak kot sem prej rekel, v primeru, če boste določene prijeme uporabljali, kjer vas lahko Google recimo tudi penalizira, potem boste slej ko prej se mogli obrniti tudi ali na neko agencijo oziroma na že določene izkušnje z optimizacijo in vam lahko tudi pove tudi odkrito, kakšna so vaša pričakovanja lahko na dolgi rok in seveda, kaj ste mogoče naredili narobe oziroma kaj je tisto, kaj delate prav. In pa seveda, tako sem prej omenil, treba je vedeti realno, v kakšnem času lahko pričakujete nek pozitiven učinek optimizacije. Optimiziramo vedno seveda z namenom, da boste imeli večji spletni promet iz iskalnikov, se pravi večji organski promet. Zdaj pa lahko se včasih pri optimizaciji tudi zgodi kakšna negativna oziroma nezaželena zadeva, zato je vedno smiselno narediti en načrt oziroma en pregled, a dejansko vse te aktivnosti, ki jih boste izvajali, sovpadajo z tako imenovanimi white hat metodami oziroma da ste na varnem. Zakaj povezati spletno stran z Google Search orodjem? Google Search orodje je eno brezplačno orodje od Google, ki ga v bistvu uporabljamo vsi, ki se ukvarjamo z optimizacijo.
vsi razvijalci in pa administratorji spletnih strani lahko v tem orodju noter vidimo zelo veliko pomembnih informacij za našo spletno stran. Zelo velikih povratnih informacij dobimo od Google na nek brezplačen način in je vedno zaželeno in dobrodošlo kakršnakoli informacija iz strani Google, kje lahko mi izboljšamo našo spletno stran, kaj lahko mi so kakšne s svojimi očmi, tako da v vsakem primeru ena implementacija oziroma povezava s tem Google Search orodjem zelo zaželena. Noter lahko mi posredujemo zemljevid naše spletne strani, lahko pregledujemo analitiko iskanj teh ključnih besed oziroma ki se tičejo naše spletne strani. Vidimo, kako Google indeksira oziroma prečasuje našo stran. Vpogled imamo nad to indeksacijo in tudi delni nadzor nad njo. Pregledujemo, tako sem prej omenil, ključne besede, s katerimi uporabniki dostopajo do strani, in pa pregled notranjih in zunanjih povezav, kdo se povezuje na našo stran, kdo linka, kdo nas linka in kakšne so te naše interne povezave. Zdaj pa, če so recimo te zunanje povezave neke nezaželjene, ker dostikrat se zgodi, da recimo dobivamo precej nekih negativnih povezav oziroma nekih povezav, ki jih mi mogoče nismo želeli, ker to, ko smo prej omenili, so to neki faktori, na katere mi nimamo vpliva. Imamo pa delni vpliv na to, da lahko, oziroma imamo pa vpliv na to, da lahko te povezave mi Google rečemo, da jih naj ne upošteva pri rangiranju naše spletne strani in se v bistvu v tej Search konzoli noter uporablja tako imenovan disoval tool oziroma disoval orodje, kjer mi Google damo seznam nekih URL-jev, ki smo jih zaznali z raznimi orodji, da nam ne prinašajo nekih pozitivnih učinkov oziroma v zadnjem času se dosti pojavlja to kot neke vrste negativna konkurenca oziroma konkurenca uporablja neke vrste negativnih prijemov na svojih konkurentih, s tem, da začne vzpostavljati zelo veliko negativnih povezav na naše strani. Google daje signale, da naša stran nima vseh teh ključnih parametrov pravilno upoštevanja, posledično negativno rangira za določene ključne besede. To prakso se v zadnjem času precej uporablja oziroma dosti konkurentov sem že opazil, oziroma dosti podjetij sem opazil, da so imeli teh povezav zelo veliko in smo mogli pač predvsem prečiščevati te povezave s tem disoval orodjem, kar je posledično prineslo potem vrnitev oziroma izboljšanje organskega prometa nazaj. Določitev zaželene verzije pri rangiranju, mi vemo, da dosti podjetij ima še danes verzijo www ali pa brez www, pa http, pa brez http oziroma https, tako da mi tle lahko rečemo Google upoštevaj to verzijo in ne rabi potem Google se sam odločati pri tem, katera verzija je za nas prioritetna. Delno strukturiranje lahko vidimo noter tudi za lažje razumevanje vsebine, določitev področja delovanja, recimo, kje smo mi aktivni, v kateri državi, kjer jezik je nam prioriteten. Tle lahko dejansko dobimo zelo veliko povratnih informacij glede na vsebino, ki jo ponujamo. Prejemanje obvestil o težavah, napakah in varnosti na naših straneh. To je glih recimo eden ključnih parametrov oziroma ključnih stvari, zakaj v bistvu uporabljati to orodje, ker nam Google praktično pove nazaj, če se zgodi kakšna napaka, če imamo kakšne 404 error strani, koliko je tega, katere recimo strani Google ni mogel indeksirati, zakaj jih ni mogel indeksirati in tako naprej. In pa par ostalih stvari je še recimo Google Search konzolo, tako da priporočam v primeru, če še te implementacije nimate, da si svoje strani povežete s tem orodjem in jih tudi potem redno pregledujete oziroma uporabljate te podatke, ker se dnevno in pa ali pa tedensko recimo posodabljajo te strani, odvisno od velikosti vaše strani. Zdaj, kateri izzivi nas čakajo?
v prihodnje. Je v bistvu zelo veliko enih novih trendov, glasovno iskanje se zelo dobro, dosti pojavlja zadnji čas. Umetna inteligenca vedno bolj se vključuje v iskanje. Strojno učenje, machine learning danes že skoraj ni, mislim, da algoritma, ki ga Google ne bi uporabljal s pomočjo machine learninga. Tako da v bistvu je zelo težko tudi že prelisičiti te algoritme oziroma je zelo težko tudi slediti njihovim načinom rangiranja oziroma katere faktorje uporabljajo. SEO za mobilne aplikacije je že zelo aktualna zadeva in bo vedno bolj mobilne aplikacije vedno bolj zanimive za uporabo. Na YouTubeu se SEO zelo dobro že pojavlja oziroma zelo veliko uporabnikov že ponuja optimizacijo za YouTube, ker pač vedno več videa se pojavlja na spletu in posledično si želijo oblikovalci oziroma ustvarjalci teh video vsebin čim višje pozicije za določene ključne besede. Personalizacija in lokalizacija bo vedno bolj aktualna. In pa, kot sem prej omenil, mobile first indexing bo postal v marcu primaren element pri rangiranju, se pravi, da bo Google iskal samo oziroma pregledoval samo vašo mobilno verzijo vaše spletne strani in se na vašo desktop oziroma na vašo namizno verzijo ne bo več zanašal. Se pravi, takšna izkušnja uporabniška, ko bo na mobilni verziji vaše spletne strani, bo ključna pri rangiranju in mobilne in desktop verzije. Tako da vsi, ki boste kadarkoli delali spletne strani od zdaj naprej ali karkoli boste urejali, se fokusirajte vedno na mobilno verzijo spletne strani. Kakšna je izkušnja na tej mobilni strani, kako uporabniki vidijo vašo mobilno stran in ne več toliko na desktopu. Seveda mora desktop stran tudi lepo izgledati, da ne bo pomote, ampak pri rangiranju spletne strani bo fokus pri Googlu samo še na mobilnih stranih. Novi trendi, ki še tudi prihajajo, so seveda tudi navidezna resničnost, vedno več je teh tehnologij, ki se pojavljajo, obogatena resničnost oziroma tako imenovan augmented reality je zelo ključna, zelo zanimiv trend, ki se ga bo vedno bolj posluževalo določeno število segmentov oziroma določene dejavnosti. Influencer marketing že dobro poznamo, to je tudi v porastu in bo v prihodnosti še bolj aktualen. 360 panorame in 360-stopinjski videi so z prihodom vseh teh hitrih povezav na mobilnih napravah vedno bolj aktualni. Chatboti, live video, razne AMP verzije spletnih strani in PVA-ji. Zdaj, AMP-i so recimo ena od teh strani, verzij spletnih strani, ki jih tudi Google in ostali iskalniki priporočajo. AMP pomeni Accelerated Mobile Pages. To je ena tehnologija, ki že dalj časa obstaja, ampak je, bom rekel, zelo posebna za implementacijo oziroma je določena podjetja še ne implementirajo oziroma ne poznajo toliko dobro. Prednost AMP-a je prav hitrost. Ravno hitrost je tisti faktor, ko smo na začetku gledali, na katerega vi imate vpliv in je zelo ključen pri rangiranju spletnih strani in vse spletne strani, ki ponujajo AMP verzijo svojih spletnih strani, dosegajo na določenih brskalnikih tudi zelo visoke pozicije. Zakaj? Glih zaradi te hitrosti, ker se te strani zelo hitro nalagajo, imajo pa neke svoje omejitve in vkolikor vam AMP verzija ne predstavlja neke prevelike omejitve oziroma če lahko shodite s temi omejitvami, ki jih AMP tehnologija predstavlja oziroma zahteva, potem bi vam vsekakor predstavljal, da si izdelate tudi AMP verzije vaših spletnih strani, še posebej tiste, za katere bi želeli biti zelo hiter oziroma dosti visoko rangirani. Zdaj sem tle pripravil eno checklisto za naslednjo leto. Te checkliste se dosti ne spreminjajo zadnja leta oziroma jo predstavljam že kar nekaj časa oziroma jo priporočam že celo leto. Da imamo v bistvu, tako sem prej omenil, stran vpisano v Search konzoli, imamo mobile friendly stran, tle se da na spletu zelo enostavno preveriti, a je mobile friendly ali ni naša stran. Indeksiranje mora biti iskalnikom omogočeno.
da lahko pridajo na naše strani in mu dejansko odpreti poti do vseh naših vsebin, ki jih želimo, da jih Google tudi vključi v indeks. Stran oziroma imamo vpisano Google My Business, o tem je mogoče smiselno si pogledati, kaj My Business predstavlja. To je tisti desen stolpec na Google iskalniku, ko nekdo išče vašo blagovno znamko oziroma vašo dejavnost in se pojavi zraven tisti cel stolpec, tako imenovan Knowledge Graph, kjer vi v bistvu lahko vplivate, kaj bo tam prikazano od vašega logotipa do vašega delovnega časa, do vaših reviewjev, do vaših vsebin, ki jih lahko vi vplivate oziroma jih lahko vi objavljate v Google My Businessu noter. Tako da, če imate vi neko dejavnost, kjer ima neko fizično trgovino ali pa neko fizično lokacijo, je ta Google My Business idealna stvar za vas in vam jo priporočam, da si jo aktivirate. Povezave na vašo spletno stran morajo biti relevantne in rastejo zmerno, tako da če te zadeve upoštevate oziroma imate te povezave relevantne, je super. Imate pravilno implementirano analitiko in tudi redno spremljate ta organski promet, se pravi, da se lahko na te podatke zanesete. Uporabniki se hitro znajde na vaši strani in je navigacija dokaj jasna. Jaz tle dostikrat omenjam mama test. Kaj to pomeni? Jaz, na primer, imam mamo, ki ni toliko vešča digitalnih poti oziroma teh vseh naprav in ji pač rečem, pokažem eno spletno stran, posedim za računalnik in rečem, zdaj pa ne vem, na tej strani mi poišči to pa to ali pa ne vem, kupi mi na tej strani ne vem, neke nogavice recimo in me zanima, na kak način bo moja mama prišla do tega nakupa oziroma kako bo ona uporabljala to spletno stran ali pa spletno trgovino, da bo prišla do tega, kaj želimo. Tako da zelo hitro se tam pol vidi, kje se moja mama zaštrika in so to recimo neke točke, kjer se da zadeve optimizirati. Elementi na strani so jasno postavljeni, uporabniki morajo točno vedeti, kaj se bo zgodilo, če na določen element kliknejo oziroma preden kliknejo na kak gumb, na kak video v meniju, kam bojo prišli. Tako da te zadeve so ključnega pomena. V zadnjem času seveda nismo prejeli nekih negativnih opozoril strani Google. To predvsem gledamo v temu Google Search konzol orodju in pa opažamo, da nam organski promet ne pada. V primeru, da karkoli od tega nimate porihtano oziroma da se vam karkoli od tega že dogaja, je potem že to en signal, da je smiselno iti v neko podrobno optimizacijo, pa v neko analizo, kaj je narobe na vaši strani, da se vam dogajajo negativne oziroma nezaželene zadeve. Tle je pa tudi 10 nasvetov na hitro, ki vam jih bi mogoče danes kot nek take away lahko dal. Postavite spletno stran mobilnim napravam prijazno, to danes že večina strani ima, ta responsive design. Fokusirajte se vedno na mobile first, ko boste programirali oziroma izdelovali spletno stran, vedno pogledajte, kako bo stran izgledala na mobilnih napravah, ne se več toliko fokusirati na desktop. Stran vaša mora biti HTTPS, se pravi, morate imeti ta SSL certifikat za varno povezavo. Danes skoraj ni na prvi strani, oziroma jaz že dolgo časa nisem videl, da bi bila na prvi strani stran, ki nima tega HTTPS protokola. Vaša stran mora imeti aktivno oziroma kvalitetno vsebino, relevantno in v kontekstu z vašo dejavnostjo. To so razni vlogi, nasveti, top 5, če ste vedeli, recimo se razvrsti informativni izračuni, razne infografike in strokovni članki. Tle predvsem, kot sem omenil, važen kontekst in pa pridobite si relevantne povezave na vašo stran z raznih večjih strani, mediji, razne PR članki naj povezujejo na vaše strani, razne viralne vsebine, naj vključujejo tudi povezavo nazaj na vašo stran in pa družabna omrežja. Recimo, če tle mogoče konkretno omenim eno zadevo, ne vem, verjetno ste že pred nekaj časa nazaj, ko se je ta prva korona začela, mi na firmi je naš kreativni direktor Jure Toverljan izdelal neke logotipe, ne vem, če ste pogledali, če ste že to videli, raznih svetovno poznanih brandov in smo takrat mi zelo veliko teh omemb dobivali na raznih družabnih omrežjih in pa v tujih medijih. In to je recimo ena taka zadeva, ki
pripelje zelo veliko nekega organskega prometa tudi na vašo stran nazaj. V primeru, da imate kakršnekoli take vsebine, je ključno, da se omenja tudi vaša spletna stran in se povezuje na vas nazaj. Hitrost nalaganja vsebine in elementov mora biti čim hitrejša. To, kot smo prej omenili, imate tudi možnost z temi AMP formati oziroma Accelerate Mobile Pages. Struktura navigacija naj bo čim krajša oziroma naj bo zelo jasna. Indeksiranje morate omogočiti robotom. Tu noter imate te parametre za robots.txt, te možnost definirati. Sitemap je ključen, da vi iskalnikom povete, katere vsebine želite, da jih poindeksira. Rel Canonical morate uporabljati v primeru, če imate neke podvojene vsebine. Izogibajte se Ajaxa, ker danes Google več ne indeksira teh strani, ki se ajaksirajo oziroma ki se uporabljajo za prikazovanje preko nekih tabov oziroma nekih zavihkov na strani, tako da čim manj tega, tem več strani boste imeli poindeksirane. Uporabljate strukturirane podatke za lažje razumevanje vaše vsebine. Google dajte na pladnjo praktično, s čim se vi ukvarjate oziroma o čem govori vaša stran. Tukaj je ena taka zelo enostavna zadeva prek schema.org protokola. Tu ga priporočajo ne samo Google, tudi ostali iskalniki. Uporabljate trajne povezave, preusmeritve v primeru, če greste na novo vsebino, ko menjate URL strukturo. Tako da tle ne uporabljate začasnih, če veste, da bojo te preusmeritve trajne, ker v primeru, če uporabljate začasne, Google starih vsebin še ne vrže ven iz indeksa in potem zelo hitro pride do zamenjav stare z novo vsebino. In tle Google zelo enostavno date z 301 response kodom, date vedeti, da gre to za vsebino, ki bo permanentno preusmerjena. In pa stran optimizirate za uporabnike, ne za iskalnike. Iskalniki z vsemi temi signali zelo dobro vejo, vi delate za njih, da bi vi više rangirani bili na iskalnikih ali delate dobro vsebino za uporabnike. Bodite tle inovativni, trende spremljati in optimizirate, tako sem prej rekel na štartu, že na dolgi rok. Nikoli ne delate na kratek rok, ne iščete bližnjic, ker na dolgi rok boste vedno kratko potegnili. Google je že toliko enih strani penaliziral, da verjemite, da se to ne splača in boste na koncu z bistveno več stroški prišli, vas bo bistveno več stala vsa skupaj optimizacija, potem da popravite napako, kot pa da že v štartu uporabljate vse pravilne metode. Morate pa vedeti, da tudi konkurenca bo delala napake, ne samo vi, ne. Tako da bodite tle pogumni, spremljajte vse zadeve naprej in hvala za vašo pozornost. Super, najlepša hvala, gospod Boh. Trenutno nimamo nobenega vprašanja, tako da vse udeležence vabim, da se oglasijo, dvignejo z dvigom roke ali da napišejo vprašanje v chat. Lahko pa toliko časa mogoče poveste, glede na to, da je zdaj korona, da je pač kar nekaj podjetij ima težave s financami in tako. Mogoče ravno nimajo zdaj sredstev, da bi lahko dobro optimizirali spletno stran. Kaj je nekaj takega, kar pač bi se lahko mogoče pa vseeno lotili? Zdaj vsako podjetje lahko tako sem omenil tiste faktorje, na katere ima vpliv vsak posameznik oziroma na katere ima vsako podjetje vpliv, da se fokusirajo predvsem na tiste dejavnike. Jaz bi najprej izpostavil hitrost spletnih strani. Čisto vsaka spletna stran ima možnost zoptimizirati recimo slike. Slike so recimo neki elementi, ki če niso optimizirani, se zelo dolgo časa nalagajo in nam s tem v bistvu podaljšajo ta load time. In ponavadi so to razni JPG-ji, PNG-ji in vse te stvari znajo dizajnerji zelo hitro zoptimizirati za par prijemi. In zmanjšamo lahko mi recimo težo naše spletne strani z res zelo malo prijemov, zelo malo efforta, lahko zelo hitro zmanjšamo količino podatkov, ki je potrebno se preteči, da se ena naša stran recimo naloži. Druga stvar, ki je, vedno imamo nekega izvajalca oziroma nekega ponudnika storitev gostovanja, ki nam lahko
našo stran z malo denarja ali pa praktično z nič izboljša hitrost tega serverja oziroma pospeši prikazovanje naših strani. Ta podjetja, ki ponujajo gostovanja, poznajo te prijeme, kako izboljšati hitrost, vam lahko svetujejo, kje se lahko recimo vaša stran izboljša, kaj morate vi narediti, kaj lahko oni naredijo, in boste videli, da boste mogoče z zelo malo prijemi lahko veliko rezultatov dosegli, ne. Poglejte, katere vsebine so tiste, ki jih vaši uporabniki najbolj gledajo, in se fokusirajte na tiste vsebine, da bojo imele res zelo hitro nalaganje in da bojo zelo prijazne uporabnikom, da bojo vsi ti elementi vidni, da bojo lahko klikali tiste strani in pa tiste elemente, na katere vi želite, da kliknejo. In tle morate seveda vedeti vaše cilje, ne, in je vse skupaj povezano z mobilno stranjo. Kjerkoli boste vi gledali, karkoli morate vedno se fokusirati na mobilno stran. Ko boste optimizirali stran, vedno imejte v mislih mobilno stran. Danes je že trend, tako vidite, vse gre na mobilce, tudi vedno več prvega stika z našimi stranmi oziroma z našo dejavnostjo je na mobilcih. Ko se pa nekdo že odloči, kasneje pa potem mogoče uporablja tudi desktop, ampak večina interakcije je vedno na mobilnih napravah najprej. In če je ta prva izkušnja negativna oziroma je slaba, verjemite, da uporabniki ne bojo prihajali tudi na našo desktop stran. Tako da fokusirajte se na mobilne naprave, optimizirajte strani na mobilne naprave, delite na hitrosti, pogovorite se z vašimi razvijalci, oni imajo zagotovo veliko idej, kako izboljšati hitrost, če pa ne, pa seveda lahko tudi nas kontaktirate, ne. Ok, super. Evo, zdaj pa imamo eno kratko, tako da mogoče kar, če se gospa Katarina Klepec-Kovač kar vklopi in zastavi vprašanje. Pozdravljeni. Ja, se slišimo malo slabo, ampak mogoče malo bolj na glas. Skratka, moje vprašanje se nanaša na AMP-je. Omenjali ste, da imajo neke omejitve, zanima me, kakšne so te omejitve, kako to funkcionira pri spletni trgovini, ali je to kompatibilno, gre skupaj, pa ali so potrebne kakšne dodatne prilagoditve te desktop strani potem? Zdaj pri AMP-u teh Accelerated Mobile Pages so določene omejitve tehnične, ki jih morajo razvijalci upoštevati. Recimo do pred kratkim je še bilo zelo omejeno glede raznih skript ali pa raznih analitičnih orodij, ki jih lahko uporabljate gor, določenih parametrov, recimo AMP strani ne pošiljajo naprej v analitična orodja, in se recimo so te zadeve potem malo moteče za mogoče določena podjetja. Tam dejansko tudi format, izgled strani ne more biti v takem nekem dizajnu, kot bi ga vi želeli. On ima zelo jasno strukturo od slik do katerih funkcionalnosti se lahko greste oziroma katere funkcije lahko uporabljate na strani. Zdaj točno, kjer vse naštevati, mogoče nima smisla, je pa dejansko tudi v spletnih trgovinah možno uporabljati te funkcionalnosti. Predvsem morate pa vi omogočiti indeksiranje tudi teh strani oziroma mora biti stestirana stran tudi na AMP-u, da je valid oziroma da je v skladu z AMP zahtevami, ne. Vse to obstaja na Googlu, na spletu obstajajo polno teh testov, polno teh možnosti, in vaši razvijalci, če se na njih obrnete, bojo zagotovo našli rešitev, da bojo tudi vašo stran prilagodili, tudi če je spletna trgovina. Je pa treba biti malo iznajdljiv oziroma malo več testiranja je potrebnega tle, ampak po moje na dolgi rok, če imate samo določene produkte, recimo če se greste z njimi, ki so vam ključni, delati za AMP oziroma za te Accelerated Mobile Pages, pa potem vidite, koliko vam uspeha prinese oziroma kakšne rezultate ste dobili, pa potem razlijete to mogoče na celo stran. Začnete z nekim manjšim vzorcem in se potem glede na rezultate odločite, ali greste na celo stran, ne. Upam, da sem odgovoril. V redu odgovoril. Lahko mogoče
Še kiro vprašanje, tule zdaj berem. Ja, Kakšna naj bo maksimalna velikost slik, da je optimalna in ustreza hkrati kriterijem za mobilno in desktop izkušnjo? Zdaj, tle je zelo odvisno od tega, kakšna je velikost, dimenzija slike, ne. Zdaj, na desktopu imamo dostikrat, zdaj vidimo te strani, ko so čez cel zaslon oziroma so čez celo sliko. Nekateri imajo tudi videe, ko se začnejo nalagati na začetku. Vse te stvari imajo zelo velik format, se pravi, so zelo velike količinsko kot količina podatkov, ne. Ne govorim tle toliko o dimenzijah, ampak govorim toliko o nekih kilobajtih ali pa, ne vem, boh ne daj megabajtih, ker strani, ki se nalagajo več kot recimo 2 sekundi pa pol, so zelo, že padejo v nek višji rang, ne. In vi se probate fokusirati, da bo teh elementov čim manj, da bo, ne vem, idealno bi bilo, da je pod 1 mega ali pa 1 megabajt recimo celotna teža nekega URL-ja. Vem pa, da je to zelo težko, ker imate na vsaki strani določene skripte, določene stile, ki jih kličete in še potem so slike tle, pa sam HTML vzame določen prostor, ampak manj, ko bo vsega skupaj, bolje bo, no. Slike se pa naj optimizirajo, to vam lahko oblikovalci optimizirajo za web, ne. Ponavadi oblikovalci optimizirajo slike za web tam do 70%, tudi 80% jih lahko kompresirajo, ampak morate pa gledati, da ne bo potem kvaliteta slike toliko slaba, da se bo izgubila tista profesionalnost, ki jo želite s to sliko skomunicirati. Tako da to bojo vaši oblikovalci zelo dobro vedeli, in ko boste vi vse slike vzeli v nek zakup, ki se na eni strani nalagajo, boste videli, da lahko tudi do 70-80% izboljšate hitrost vaše strani oziroma zmanjšate količino podatkov, ki se nalagajo pri enem URL-ju recimo. Tako da tle se obrnite na vaše dizajnerje in pa na vaše programerje, razvijalce, vam bojo tle zelo dobro znali priporočati, kaj narediti. Okay. Ali domena si vpliva na optimizacijo? Ne. Načeloma te domene več nimajo nekega vpliva. Zdaj, če gre za slovensko stran, potem je normalno, da uporabniki pač pričakujejo neke vrste SI domeno, ne, ampak tudi, če imate com ali pa net domene ali pa ne vem, ORG domeno, recimo, tle ne igra nekega ključnega pomena. Je mogoče pa tle edino omeniti treba, da uporabniki, ki vidijo neko CC domeno ali pa neko drugo domeno iz nekih drugih držav, recimo, se potem oni sami odločajo, to je pa neka tujina, neka tuja država, to mogoče mi ni zanimivo. Tako da iz tega vidika gledano lahko škoduje recimo neka domena, če ni SI ali pa če ni com ali pa net, recimo, ne. Tako da nima pa nekega pozitivnega ali pa boljšega vpliva na iskalnike, recimo, ne. Vsaj kakor imam jaz izkušnje zdaj, če mi mogoče kdo kako lastno izkušnjo pokaže, drugačno bom mogoče razumel, ampak jaz nimam negativnih izkušenj z kakršnokoli si domeno na kakih drugih trgih, ne. Domena po vašem izkušnju večinskemu izvozniku koristi ali škoduje? Tako sem rekel, ne, mogoče lahko samo v tem pogledu škoduje, da neki Nemci, ko vidijo neko SI domeno, lahko rečejo, to pa je neka slovenska, neka tuja stran, da bi pa za iskalnike to imelo neko slabši rang, ne. Morate pa seveda imeti vsebino v nemščini, ne. Če hočete vi na nemško govorečem trgu nastopati, morate imeti na tistem trgu tudi definirano, oziroma tudi vsebino, pa tudi povedati morate iskalnikom, da ta vsebina je za ta nemško govoreči trg, ne. Nemško govoreči trg je lahko tudi Avstrija in morate potem imeti tudi te lokale definirane v nemščino, da je recimo jezik v nemščini, oziroma jezik nemški, namenjen je pa avstrijsko govorečemu trgu, ne. Tako da to lahko vse definirate v vaši izvorni kodi noter, razvijalcem je treba to omeniti, ko stran razvijate, in vam bojo oni zadevo sprogramirali na tak način. Ste omenjali pop-up kot moteči dejavnik, velja to za vsak pop-up, prijava na novice, novoletno voščilo, podatek o začasnem zaprtju trgovine in podobno, ali samo za oglase? Ja, primarno gre tle za oglase, ampak tudi vsi ti pop-upi, ki jih vidimo, ko nekdo pride prvič na stran, so moteči.
vi morate sebe razmisliti, kako vi vidite neko spletno stran, ko pridete vi gor. Mi vsi vemo, da je vsak tak pop-up lahko moteč, vse te zadeve se da bolj subtilno zapeljati. Ko uporabnik recimo že pogleda 2-3 strani, vi veste, da mogoče ta uporabnik si bi mogoče želel vaše vpisa v vaš newsletter. Nekdo, ki pa pride na vašo stran in dobi takoj tisti pop-up, še pa dejansko ni imel nobeno izkušnjo z vaše stranjo, ne pozna vaše dejavnosti, ne ve, zakaj bi se sploh vpisal na neko mailing listo, če mu vi takoj tisto date gor in on še ni nič izkusil z vašo stranjo, ni še spoznal vaše dejavnosti, vaše vsebine. Tako da bi se jaz mogoče izogibal na prvi page view, ker tisti pop-up dati gor mogoče, ga naložite po nekaterih page viewih ali pa po določenem času, ko je že, ne vem, uporabnik na vaši strani vsaj 3 minute ali pa 5 minut, boste verjetno s tem dobili več pozitivnega učinka, kot pa manj uporabnikov, ki se bojo vpisali na vaš e-mail. Tako da tudi, če gledate recimo Google, ko bo indeksiral vašo stran, bo na prvi page view ta vaš pop-up in bo vidno polje vaše vsebine bistveno zmanjšano in s tem boste dejansko slabšo uporabniško izkušnjo uporabnikom ponujali in tudi ne boste dosegli pozitivnih učinkov, kvečjemu negativnega. Tako da bi v tem primeru rekel, da se izogibate tudi tem pop-upom. Seveda, če so na prvi page view, v primeru pa da je to na 3-5 minut, pa na ene par page view, v tem primeru pa je mogoče možno, ampak se ga da tudi bolj subtilno, kot pa kar čez cel zaslon ali pa in your face, ga mogoče date spodaj desno, kot nek tak Ajax widget ali pa kot nek tak element, ki se zapelje zraven v stran noter, kot pa dejansko cel pop-up. Imamo teh formatov veliko, obstajajo neki standardi, ki so priporočljivi, tako da se jih raje poslužujete, kot pa teh pop-upov. Ok, potem pa mogoče še, če odgovorite na prvo vprašanje, ki smo ga dobili. Zanima me, ali lahko gospod Sebastian navede kakšno spletno stran, ki zelo dobro ustreza kriterijem, ki ste jih pač navedli tekom predavanja. Ja, jaz bi tle omenil, vsakdo, ki ima neko svoje podjetje, svojo dejavnost, ima nekoga na prvem mestu. Zdaj, če se gre tle za zavarovalništvo, pogledate recimo, ne vem, nek produkt vpišete noter, ne vem, kaj je avtomobilsko zavarovanje in pogledate, kdo je na prvi strani za avtomobilsko zavarovanje. In te strani so definitivno dobro optimizirane. To je čisto enostaven test za vsako dejavnost. Če gre za, ne vem, brizganje plastike, pogledamo, kdo je na prvi strani in pa na prvih mestih in te strani pogledamo, kaj delajo in zelo hitro lahko dobimo neke vzorce, kaj se nam tudi splača narediti. Tako da bi pa zdaj konkretno rekel, katera je stran pa od vseh strani najboljša, pa zelo težko, ker je vsaka dejavnost zelo specifična, vsaka stran ima zelo specifično vsebino, zelo specifično tematiko in je po mojem to najbolj enostaven test. Poglejte, kaj je vaša, katera konkurenca oziroma kdo je na prvi strani, na prvem mestu za tiste strani oziroma na prvih 3 mestih, recimo, te strani so dobro zoptimizirane. Še posebej na straneh, kjer se pojavlja zelo veliko oglaševanja, se pravi, kjer je zelo veliko oglasov gor. Tiste strani, ki imajo zelo veliko oglasov, je zelo velika želja vseh konkurentov, vsi bi radi bili na tej strani na prvem mestu ali pa vsaj na prvih mestih in vsi vlagajo zelo veliko denarja tudi v optimizacijo, zelo veliko časa uporabljajo na teh straneh uporabniki in bi jaz na tak način mogoče definiral dobro optimizirane strani. Ok, hvala. Jaz mislim, da smo vprašanja kar izčrpali, smo jim prišli do konca. Tako da smo prišli tudi do konca današnjega 12. SBC webinarja. Najlepša hvala še enkrat gospodu Sebastianu Boku za čas in dobro pripravljeno predavanje. Posnetek današnjega SBC webinarja vam bomo poslali, tako da ga boste lahko delili z vašimi sodelavci. Vabimo se tudi k neposrednim vprašanjem našemu predavatelju po webinarju. Kontakt vam posredujemo, kot sem že omenila, danes tekom dneva, skupaj s posnetkom. Verjamem, da se kmalu spet vidimo na naslednjih SBC webinarjih.
O vseh aktualnih terminih vas bomo sproti obveščali, lahko pa vam povem plan za naslednji teden. V torek 17.11. s partnerjem podjetjem GEN-I pripravljamo webinar na temo nabava električne energije med in po korona krizi. In pa v četrtek 19.11. s podjetjem Deloitte na temo, kako prepoznati poslovne prevare in se jim izogniti. Torej, najlepša hvala vsem za pozornost. Ostanite zdravi in srečno. Srečno, nasvidenje. Je.